Zdaj pa še povejte, kako komentirate odločitev sodišča glede primera Zalar? Ja, res je, da se je zdaj ponovno veliko prahu dvignilo v zvezi z zadevo Zalar. Dobro se je spomniti, kaj se je pravzaprav dogajalo novembra lansko leto, ko je upravno sodišče dejansko odločilo v tem smislu, kot da minister Šturm ni pravilno ravnal, vendar je potem minister Šturm na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije zahteval revizijo celotnega postopka. Mi smo bili takrat zelo zadržani do komentarjev, do teh komentarjev, nekateri so bili seveda zelo glasni in to zanimivo, zelo znani politiki in prav spravne stroke. Naj naštejem samo gospoda Zalarja, gospoda Potrča, gospod Beblerjevo, gospod Katarino Kresal, to so samo sami eminentni, bi rekel, politiki in pravniki, ki so takrat seveda zahtevali Šturmovo glavo, če lahko tako rečem. Mi smo rekli, počakajmo na epilog, počakajmo, kaj bo reklo Vrhovno sodišče. Vkolikor bi Vrhovno sodišče odločilo tako pravzaprav kot upravno sodišče, bi verjetno dr. Šturm tudi sam odstopil. Zdaj, kot vemo, je Vrhovno sodišče pred nekaj dnevi odločilo v prid Ministrstva za pravosodje, pa seveda gospod Zalar napada Šturma, napada in diskvalificira odločbo Vrhovnega sodišča, kar je pa seveda nedopustno, sploh pa strani tako eminentnega pravnika, kot je gospod Zalar. In mi seveda v Novi Sloveniji pričakujemo, kdaj in kdo se bo opravičil profesorju dr. Lovru Šturmu za blatenje njegovega imena, ki se ni dogajalo seveda samo novembra lansko leto ob zadevi Zalar, ampak se pravzaprav dogaja skozi ves mandat. Če imajo ti, ki so zahtevali pač njegovo glavo in zdaj vidijo, da neutemeljeno, kaj olike, potem bi mi pričakovali, da bo sledilo dr. Šturmu tudi opravičilo.